Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V Spodnjih Gorjah ponovno neka nova pridobitev, tokrat Pantrek za mlade, adrenalinski šport in seveda, kot je videti, so otroci tale poligon z današnjo otvoritvijo komaj čakali. V naši družbi imamo Miha Dolžana. A ga vsi poznamo? Miha Dolžan! Bravo! No, to je olimpijec, biatlonec na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu. Je osvajal izvrstne rezultate za naše gorje, za Slovenijo. No in prepoznani smo vsem na svetu. No, med nami je tudi predsednik športnega društva Gorje, Gregor Repe, pod katero znamko tudi trenira naš Miha Dolžan. Potem Andrej Golčman, predsednik kolesarskega kluba Gorje. Tudi kolesarji so na državnih in drugih prvenstvih v samem vrhu. Potem imamo gospoda predstavnika Daniela, predstavnika fundacije Eurotrust, s katerimi sodelujemo pri pomoči vsem, ki imajo nevrološke probleme. Med nami je tudi direktor Klinice Antonija Tomaža Linharta, gospod Marko. No, med nami pa se tudi suče predstavnica podjetja, ki je ta Pumptrack Park tudi strokovno izvedla. To je podjetje Aliansa. No in s seboj je pripeljala tudi gospoda Janija, da nam bo pokazal, na kakšen način se tudi ta šport izvaja. No, gospod Dani Starman je pripeljal tudi svojega zeta, državnega prvaka v masters kategoriji Pumptracka. No, da pa rečem, da smo občina Gorje res nekaj posebnega, smo začeli z atrakcijami, ko smo jih lahko spremljali preko televizije iz same olimpijade, zimske olimpijade. Torej, skoraj 10% slovenskih športnikov je bilo Gorancev. Druga atrakcija je bila predstavitev 27 ton težke kapelice, Jenskotove kapelice tukaj v državni cesti Spodnje Gorje Fortuna. Tretja atrakcija je bila, ko smo predstavili 62 ton težko konstrukcijo nadomestnega mostu čez reko Radono. In četrta atrakcija je bila odprava 86 kolesarjev iz občine Gorje preko cele Slovenije do občine Ankaran, torej morja. Čestitke. No in seveda peta atrakcija pa je odprtje in priprava Pumptrack poligona. Več o tem Pumptrack poligonu bi prosil gospod Urško, no in potem bo tudi vseh od predstavljenih gostov tudi povedal par besed. Gospod Urška, izvolite. Hvala lepa, jaz ne bom dolgovezla, ker vem, da vsi komi čakate, da boste probali ta Pumptrack, večina vas je že. Dajmo tako, Pumptrack je namenjen vsem, to pomeni od otrok do odraslih, ni ovir, klezite lahko uporabljate vse, kar ima koleščke. Tako da dajte se zabavati, dajte uživati tukaj, dajte se naučiti, razvijajte motoriko, imejte se fajn. Bo pa naš Jani čist na koncu s svojim kolesom pokazal varen način gibanja po Pumptrack poligonu, kje se umikati, kako se premikati in bo majčka, mislim, da tudi kakšen trik, kakšen skok bo pokazal, pa ste pa vabljeni, da se bo pridružite. Hvala lepa Urški, jaz bi kar površil. Namreč ta poligon bo dopolnjen v spomladanskem mesecu tudi zbranim gnezdom. Izvolite, Marko. Ja, hvala za to povabilo. Sem zelo ponosen in vesel tudi strani knjižnice Antonija Tomaža Linharta, da bomo imeli tukaj en delček zraven tega dirkališča ali pa tega Pumptracka. Vsekakor čestitke za en tak velik uspeh, ki je bil s tem Pumptrackom dosežen. Hvala lepa. Brez športnega društva Gorje v Gorjah ne gre. Izvoli, Grega. Hvala tudi jaz za povabilo. Jaz sem tudi zelo vesel, da smo dobili v Gorjah končno, lahko rečem, Pumptrack, ker mi smo že z družino 10 let nazaj začeli po celi Sloveniji hoditi, ker takega fajn objekta tukaj v bistvu bilo. Tudi športno društvo Gorje moram reči, da
da je zelo zadovoljno, pa mislim, da se je tale zadeva naredila, ker hočem povedati, da smo mi odprti za vse športe, ne samo za tek na smučeh, pa biatlon, kakor nas eni, mogoče malo po krivici pritožujejo. Končno imamo 10 različnih sekcij. Vseeno pa hočem povedati, da tudi za sam tek pa biatlon je tale zadeva zelo fajn osnova, ker se otroci oziroma tekmovalci navajajo na hitrost in pridobivajo na koordinaciji. Zelo pa polagam na srce, ker sam vem, pa že sam sem izkusil, da ne bo oprema zmeraj popolna, ker to je kar tak ustolomen šport, pa upam, da bo čim manj teh intervencij tega. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku. Zdaj, dragi otroci, če ne bomo tih, ne bomo torte rezali. Ko bo čista tišina, doktor ne bomo do konca prišli, če na tišini ne bomo torte rezali. Izvolite, gospod Golčman. Pozdravljeni vsi skupaj v mojem imenu in seveda v imenu kolesarskega kluba Gorje. Čestitke občini Gorje, zahvala županu in vsem tistim, ki ste prispevali za to, da je tako v kratkem času ta pump track bil tudi zgrajen. Vemo, da je danes v gradbeništvu že izvajalce težko dobiti, tako da čestitke tudi samo izvajalcu. Jaz sem pred parimi dnevi videl, pa moram reči, da je velika sprememba bila kar v enem tednu. Ja, ta pump track je velika pridobitev seveda za Gorje in pa seveda bo velika osnova tudi za razvoj kolesarskega športa v Gorjah. Na njem se boste namreč otroci lahko varno naučili gibanja, varno naučili vseh nepredvidljivih situacij, za katere boste potem imeli veliko boljše gibalne sposobnosti na sami cesti. Za nas bo zelo pomembno tudi to, da se bo tukaj zbirala mladina in da morebiti se bo kakšen več zaradi tega tudi odločil, da bo svojo pot nadaljeval tudi na cestnem kolesu. Zdaj situacija v Gorjah kar precej dobra. Moram reči, da imamo na razpolago kar nekaj koles, tako da tisti, ki boste imeli možnost in veselje, boste dobili tudi možnost, da tako kolo v klubu dobite in se sprobate, a vas ta šport veseli. Kot je že prej povedal predsednik športnega društva, v Gorjah sicer ne podpirajo samo biatlona in tekov, moram reči, da dejansko situacija je taka, da se prav kolesarstvo s tema dvema športoma lepo dopolnjuje. Tako da tudi tisti, ki trenirate biatlon in tek, mi imamo celo take primere v klubu, ste lahko zelo uspešni v poletnem času tudi na kolesu. Istočasno bi čestitev še otrokom iz osnovne šole Gorje. Osnovna šola Gorje je na bivšem državnem prvenstvu v kolesarjenju v Planici bila najbolj uspešna šola med osnovnošolci, ki niso kategorizirani tekmovalci, tako da v bistvu vidimo, da tukaj potencial je, zanimivo celo največji med dekleti in vse tiste uspešne kolesarke in kolesarje, ki ste se izkazali v Planici in vam je bilo to veselje, vabljeni v klub. Srečno in lepo se zabavljate. Bravo, Gorjanci. No, naslednji govornik je naš Olimpijec Miha Rožan. Ja, najprej lep pozdrav še z moje strani. Evo, končno imamo nekaj v Gorjah, še takega bolj atraktivnega. Škoda, ker ni bilo že par let prej, da bi še jaz malo na račun prišel, ampak bom tudi prišel probat, malo počakati, da še otroci zvozijo ta linije, da vedo, kje je to. Tako da sem vesel, da se tudi v to smer spremenili in da v spodnje Gorjah nekaj takega. Hvala lepa, Mihu. Še Daniel Starman. Prav lepo pozdravljeni. Najprej čestitke vsem deklicam in dečkom, že vidim, da zdaj to super obvladate in skačete. Pridružujem se kolegu, vedno vsi s čelado. To je osnovno pravilo, ker glavo imamo samo eno. Potem pa čestitke vsem občanom Gorij. Ni čudno, da imate taka zveneča imena in take športnike. Sem videl, da je že od leta 95 let imate že staro športno društvo, ne? Čez 100 že. Pa treba pa v Wikipediji popraviti. No, čestitke za čez 100. Jaz prihajam iz občine Ankaran in tudi mi v Ankaranu, ki smo pa mlajša občina kot vi, pa imamo ravno toliko prebivalcev, približno smo enako veliki in to nas povezuje. Na pobudo vašega župana in vaših zavzetih športnih društev smo se bolje spoznali lansko leto, ko ste prvič prikolesarili iz Gorij do Ankarana. Letos se je to ponovilo in to kolesarjanje je postalo sestavni del
tudi akcije Kolesarimo skupaj. Novost tudi v Spodnjih Gorjah, Pantrek in kakšno so pravzaprav pravila za vse te, ki se zdaj vozijo? 4 glavna pravila imamo. Prvo je uporaba čelade, to je vedno obvezno, kjerkoli se vozimo. Drugo pravilo pri pumptrackih je smer vožnje. Tle vidimo, da se vozijo v smeri obratno od urnega kazalca. To je pomembno, da ne pride do kakšnih trčenj zaradi varnosti. Tretje pravilo imamo pri vključevanju na pumptrack. Ko se kdo drugi že vozi po pumptracku, ima vedno prednost. Tako da, ko se priključujemo, moramo biti previdni, da se ne zaletimo v tistega, ki je že na pumptracku. Četrto pravilo je pa, ko nas je več na pumptracku hkrati, ima prednost vedno tisti, ki je pred vami, tudi če se vozi bolj počasi. Ker tisti, ki je spredaj, pač tistega za seboj ne vidi, tako da moramo biti vedno previdni tudi pri prehitevanju in vsemu. To je pa to. Se pri pumptracku lahko upošteva tudi fair play? V bistvu v tem smislu nimamo, ker ni ekipno tekmovanje, pri tekmovanjih se vedno vozimo posamezno in se vedno gleda samo na čas. Tako da fair playa, v bistvu je fair play proti sebi. Vedno proba sebe premagati in če si pri temu najhitrejši še od vseh ostalih, je to to. Pri sami vožnji, ko ne gre za tekmovanja, pa previdnost je boljša beseda kot fair play. Ste opazili že kakšno nesrečo na tem pumptracku? Nekaj jih je bilo, sicer ne hujših, večinoma prav zaradi teh neprevidnosti pa nepoznavanja, ker je pumptrack še nov. Jaz verjamem, da v par dnevih se to tukaj ne bo več dogajalo v takem obsegu. Koliko časa je že tole pri nas v Sloveniji? Mislim, da enih 6-5 let nazaj se je začelo s temi gradnjami. V tem času smo jih pa že več kot 100 naredili, tako da se razvija zelo hitro. In koliko jih je na Gorenjskem? To pa jaz točno ne bi vedel, po kolikor jih jaz poznam, vsaj 7. Čigava pobudo ste zgradili tudi v Spodnjih Gorah pumptrack, to je nekaj za otroke, kot je videti. Točno tako, no, že pred 10 leti se je pravzaprav ta pobuda rodila na otroškem parlamentu, ki ga organiziramo vsako leto z Osnovno šolo Gorje. No in takrat ko imamo otroški parlament, se zgodijo tudi pobude in vprašanja vseh otrok iz Osnovne šole Gorje. No in med najpogostejšimi predlogi je bil prav pumptrack poligon. No, za pumptrack poligon smo potrebovali najprej zemljišče, tako da smo imeli veliko srečo, da smo lahko odkupili zemljišče znotraj naselja, ki je bilo po namembnosti stavbno zemljišče. No, zdaj je park. No, in na to smo pristopili k samem projektiranju tega pumptracka. Ko je bilo projektirano, smo vedeli, kakšna je vrednost investicije. No in v letu 2022, torej v tem proračunskem letu, tudi namenili sredstva za izgradnjo le-tega. No in ko smo dali na izbor za izvajalca, je bil najugodnejši ponudnik za izdelavo tega parka podjetje Aliansa. Zelo smo zadovoljni, saj smo sam park izvedli v manj kot 4 tednih, da je dobil takšno obliko, kot jo vidimo danes. No in na vso zadovoljstvo predvsem otrok, najmlajših dečkov in deklic, se veselim tudi jaz in lahko rečem, da pred današnjim dnem nisem spal kar 2 noči, pa ne zato, da bi me karkoli skrbelo, kot me običajno, ampak ker sem bil tako zadovoljen, saj sem že 2 dni spremljal in opazoval otroke, kako se zabavajo na tem poligonu, ki je po mojem mnenju od danes naprej tista točka, ki bo združevala vse mlade in stare, torej mlade po srcu tudi. Hvala za pogovor in seveda upajva, da bodo čim bolj uživali in izkoriščali svoj prosti čas tukaj na tem pumptracku. No, moram reči, da to ni samo prosti čas, ampak je tudi pridobivanja koordinacije, spretnosti, ravnotežja. No, v tujih medijih predvsem lahko preberemo poročila policistov, ki ugotavljajo, da tiste občine, ki imajo pumptrack poligone, v tistih občinah se zgodi precej manj prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji. In tega cilja si želimo doseči tudi v Gorjah in gremo.
kakšno je sodelovanje z občino Gorje? Občina Gorje je v Ankaran prišla s pobudo Kolesarimo iz Gorij v Ankaran. Sodelovanje se je začelo lansko leto in ob podpori lokalnih gasilcev, društva, športnega društva, kolesarskega kluba, zdaj to bo potekalo tradicionalno in s tem podpiramo akcijo Kolesarimo skupaj, ki jo fundacija Eurotrust pripravlja 5-krat letno in zbira sredstva za pomoč tistim, ki si poškodujejo glavo in potrebujejo nevrološke terapije. Udeležili ste se te otvoritve Pantrejka v Spodnjih Gorjah, imate pa tudi vi že izzive za naslednjo pomlad, jih lahko izdate? Ja, a veste, to, da sem prišel sem, je malo tudi osebne zgodbe, zato ker sam sem bil kolesar včasih in mi vsaka takšna pridobitev mi je zelo ljuba. To je čisto osebno. Zdaj, kar se pa tiče knjižnice, seveda se pa zelo veselimo, knjižnica Antona Tomaža Linharta, ker je bil sklenjen dogovor, da poleg Pumptracka, da bi nastalo tukaj ob progi sami tudi bralno gnezdo, kar pomeni, da bi nekako poskušali skombinirati, to se pravi šport in pa branje. Tam bi potem ljudje, otroci lahko usedli, ulegli, vzeli knjigo v roke in kaj prebrali. To se pravi, da nekako skrbimo za telo, pa tudi za razvijanje bralne kulture. Vi pozdravljate današnjo pridobitev tu v Spodnjih Gorjah? Ja, seveda, vse pohvale grejo občini in seveda županu. Za to današnjo pridobitev gre seveda za prostor, kjer bodo otroci pridobili gibalne sposobnosti na kolesih, usvojili določene spretnosti, poleg tega, da se zabavajo in družijo, in vse to bodo kasneje lahko s pridom uporabljali tudi na cesti, ker bodo bolj varni, in mislim, da je to zelo velika pridobitev za sam kraj, predvsem pa na tako lepi lokaciji, ki pravzaprav jim predstavlja tudi prostor, kjer se bodo lahko normalno zbirali. Sredi same vasi? Tako je. Ja, tako da v bistvu je to kar pomembna stvar za Gorje. Verjetno je to pridobitev tudi za nekoga, ki je na kolesu, a ne ta spretnost. Ja, seveda, te spretnosti so v bistvu zelo pomembne, predvsem takrat, ko gre za kritične situacije. Moji sodelavci v kolesarskem klubu bodo pa tukaj tudi videli tiste, ki imajo pravzaprav nekako največje sposobnosti, ki so po domače rečeno najbolj nadarjeni, zato da bi bili lahko tudi uspešni kasneje v kolesarstvu, in tudi tukaj bomo nekako na svojo osnovo črpali za bodoče. Kot predsednik športnega društva Gorje, Gregor Repe, verjetno tudi vi pozdravljate današnji poligon Pantrek. Ja, seveda, jaz si ga že dolgo želim. Kot sem že rekel, z družino že dolgo hodimo po Sloveniji in iščemo take objekte, kot je zdaj tukaj ta. In vesel sem, da ga imajo mladi Gorjanci zdaj doma. Tako da, če ne starši se jih veselijo, enkrat se jih bojo pa stari starši za svoje vnuke. Za sam šport se mi zdi, da je pomemben, da se otroci srečajo tudi mogoče z majčkim bolj adrenalinskemu načinom kolesarstva, ki je vsekakor pomaga k samem učenju nekega reda, odgovornosti, hitrosti in koordinacije, tako da za šport je to samo dobro. Ali menite, da obstaja strah med mladimi, ko se spusti tukaj po poligonu? Jaz mislim, da veliko manj, kot ga imamo mi starši, sploh ko gledamo svoje otroke, Bog ne daj, da se mi zapeljemo. Jaz sem se probal peljati, pa moram reči, da je kar adrenalinsko, ampak mislim, da otroci strahu ne poznajo. Vsaj do prvega paca ne, ampak jaz mislim, da tudi po pacu se hitro poberijo in grejo naprej. Kaj ti pomeni tale današnji poligon? Ja, ful dober je drugače, ker najbližje je na Bledu in sem mogel tja hoditi. In zdaj ful dober, kot je kle v Gorjah, da je blizu. Res je dober. Si športnik, si ga težko pričakoval? Ja, sem. Tik na smučeh treniram, pa biatlon. Si adrenalinc? Sem. Si ga že preizkusil, že pred današnjim dnem? Ja, sem. 3 dni nazaj. In kakšen se ti zdi? Zelo dober. Si težko pričakoval tale poligon Pumptrek? Ja, zelo težko. Kaj si ga pa preizkusil? Rad sem ga že en dan pred temu. Pa veš, kaj moraš imeti, predno greš na tale poligon? Kaj je tisto? Čelado in ščitnike. In verjetno še kaj kdo. Se boš velikokrat podal tukaj? Ja, zelo velikokrat. Si blizu doma?
Ja, sem v Spodnjih gorah, samo v bistvu po hribčku gor in tako. Si na poligonu? Ja. Odlično. Si ti težko pričakoval pump track? Ja, drugače sem ga dolgo čakal, sem se zelo veselil. Tudi ne bi bil rad poškodovan, ker moji prijatelji, pa kaj takega, da bi kakšno poškodbo zdaj dobil, ker veliko ljudi zdaj, kaj se voz, pa tudi kdaj te zbijajo kakšni, tako da ni fajn, da se razbiješ. Boš velikokrat prišel tukaj sem? Ja, drugače tudi velikokrat. Jutri, če bo vse prazen, tudi pridem, pa kakšne v soboto, pa v nedeljo, pa čez vikend, pa kaj takega. In veš, kaj je nujno? Ja, oprema, zaščitna oprema, čelada, ščitniki, sicer za rolka rabe ščitnike, pa tile rolerje, samo za skiro pa ne rabaš. Tudi take opreme, samo čelado rabaš. Hvala in veliko užitka.